O festivalu za tretje življenjsko obdobje vabili od dneva Andrej Jus. Od 30. septembra do 2. oktobra bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal tradicionalni festival za tretje življenjsko obdobje. Odprt bo od 9. ure zjutraj do 18. ure zvečer. Festival je edina in največja tovrstna prireditev v širšem evropskem prostoru. Hkrati je ta festival za tretje življenjsko obdobje edina prireditev, ki posveča veliko pozornosti družbenim vprašanjem starejše generacije in se zaveda pomembnosti ter pomena njene modrosti in izkušenosti. Sklop 3-dnevnih prireditev povezuje vse generacije preko predavanj, delavnic, okroglih miz in kulturnih dejavnosti, pa se kaže ustvarjalnost tako starejše kot tudi mlajše generacije. Festival, sodeč po številkah, dobesedno poka po šivih. Na festivalu letos sodeluje kar 198 razstavljavcev, ki bodo zapolnili 1500 kvadratnih metrov razstavnega prostora. V 10 tematskih parkih sodeluje tudi 9 ministrstev in Mestna občina Ljubljana. Tako festival predstavlja tudi ustvarjalno okolje, kjer se lahko vsi sodelujoči predstavijo širši javnosti, preko tematskih parkov pa zajema tudi vsa področja pomembna za visoko kakovost življenja tretje generacije ter si prizadeva za strpno in socialno sožitje vseh generacij. V 3 dneh festivala za tretje življenjsko obdobje se bo skupno zvrstilo kar 209 dogodkov. 121 prireditev bo v sklopu kulturnega programa, kjer se bodo znotraj bogatega glasbenega repertoarja zvrstili nastopi godb, glasbenih zasedb ter številnih pevskih zborov starejše in mlajše generacije. Kulturo in zabavo pa bodo v festivalsko dogajanje vnašale tudi številne plesne, gledališke in literarne skupine. V okviru kulturnega programa bodo potekale tudi raznovrstne delavnice, med katerimi omenjamo plesno, fotografsko, čipkarsko delavnico ter delavnico grafike, ročnih del, slikanja na steklo, ustvarjanja iz gline in slame ter številne druge. V okviru izobraževalnega programa se bo zvrstilo 80 prireditev. Izpostaviti velja 3-dnevno konferenco z naslovom Vloga starejših v sodobni slovenski družbi, ki bo kot bistvene teme osvetlila ekonomske vidike participacije starejših v družbi, solidarnost in prostovoljstvo v recesiji ter sožitje generacij. Sodelovali bodo številni strokovnjaki iz različnih področij. Aktivno pa se lahko vključijo tudi obiskovalci. Znotraj izobraževalnega programa bo potekalo 41 predavanj in 11 okroglih miz iz naslednjih programskih sklopov: krepitev zdravja in zdravo prehranjevanje, šport in prosti čas, možnosti za boljše in lažje življenje starejših, starejši in nove tehnologije, prostovoljstvo, izobraževanje starejših, medgeneracijsko sodelovanje ter Slovenska vojska, družini prijazna organizacija. Organizirana bo okrogla miza slavnih starejših, kjer bodo tudi letos sodelovalo kar nekaj slavnih in zanimivih ljudi. V sklopu festivala za tretje življenjsko obdobje bo potekalo 26 zanimivih odprtih delavnic, ki bodo udeležence brezplačno seznanjale z znanji in spoznanji z področja krepitve zdravja in zdrave prehrane, športa, prostega časa, možnosti za lažje življenje starejših, razvijanja ročnih spretnosti, prostovoljstva, izobraževanja starejših ter medgeneracijskega sodelovanja. Letošnja novost je Park modrih povezav, v sklopu katerega se bodo zvrstile delavnice na temo starejši in nove tehnologije. Te bodo obiskovalce seznanile s prednostmi interneta ter s fotografskimi veščinami. Glede na to, da festivala za tretje življenjsko obdobje poudarja medgeneracijsko sodelovanje ter ponuja program, ki je zanimiv za vse starostne skupine, bo 8 dogodkov namenjenih tudi otrokom. Udeležba na vseh prireditvah je brezplačna. Več informacij o festivalu na samem programu pa je na voljo na našem spletnem naslovu http://www.f3žo.si.